Gledate oddajo Klepet ob kavi. Kako nas utrujajo avtomobili, kako nas utruje vožnja in kaj dejansko lahko naredimo. V eni izmed oddaj sem že zaupala, katere so tiste stvari, ki jih jaz osebno imam zmeraj v torbici in posledično tudi v avtomobilu, od steklenice za vodo do kakšnega kristalčka. Jaz imam recimo orgonitza v avtu, pa seveda kakšno ekološko eterično olje, če mi pade koncentracija, da povoham, pa seveda tudi ekološko zelenje v prahu, če ne najdem nič pametnega mogoče na črpalki, pa postanem lačna. Ampak vendarle, veliko je stvari, ki jih lahko uporabljamo, veliko je stvari, ki se jih lahko zavedamo, pa bo dejansko vožnja v avtomobilu manj utrujajoča. Predvsem pa danes je v moji družbi Sanja Lončar, pozdravljena, dobrodošla, tudi soavtorica knjige Kako do več energije, zmanjšajte izgube. Ne vemo niti, zakaj nas avto utruja oziroma katere so tiste stvari, zaradi katerih smo pravzaprav mi utrujeni. Ni samo zaradi tega, ker moramo gledati na cesto. Če odmislimo tisto, na kar ne moremo vplivati, obstaja zelo veliko stvari, na katere lahko vplivamo. Ljudje se ne zavedajo, da jih avti utrujajo iz 3 razlogov. Prvi je ta, da so res prisiljeni dlje časa sedeti in zaradi tega nekako vse naše tekočine ustavijo, slabše dihamo. Drugi zelo novi razlog, ki ga 10 let nazaj ni bilo, je izjemno povečan elektromagnetni smog v avtih. Pri električnih avtomobilih pa se temu priključi še magnetni smog, ker sedimo dobesedno na bateriji ves čas. Tretji del pa je vezan na zrak, ki ga vdihujemo. Ti naši avti zdaj dihtajo, polni so plastike, včasih je bilo usnje les, zdaj pa vse plastika in hlapi, ki se sproščajo, naredijo, da naše kabine dobesedno postanejo plinske celice. Torej, kombinacija teh 3 naredi, da po 1 uri take vožnje smo zmozgani, kot da smo že cel dan naporno delali. Ampak vendarle prodajo nam pa, zdaj so avti toliko boljši, so toliko bolj udobni za vožnjo, zaradi tega, ker ti asistirajo iz tempomati, pa 3-krat se bomo obrnali okrog, pa bojo že namesto vas vozili pravzaprav. Ampak hkrati pa nas ta elektronika... Tako je, avti po eni strani zelo vplivajo, da nam je padla koncentracija, potem pa nam rešujejo problem, ki so nam ga naredili z dodatno elektroniko. Ljudje se ne zavedajo, torej toliko je enih igrač, toliko je enih stvari, ki ti pozornost odtegnejo v avtu, da na koncu ni čudo, da ljudje res počnejo neumnosti in ne zavedajo se, koliko je ta elektronika jim ne služi. Veliko, po mojem osebnem mnenju, zna biti, da več vzame kot da. Kot prvo, ko ti poslušaš, poznani so tisti primeri, ko nekdo posluša navigacijo pa pade v prepad, niti elementarno ljudje ne vključujejo več svojih spominskih celic in svojega razmišljanja, ko se peljejo, ker so samo podaljšek enega avtomata. Druga zadeva je, ne zavedamo se, avto je kot ena Faradayeva kletka, zato nas tudi strela recimo ne more udariti v avtu. Ampak ta oblika avta, ta konstrukcija naredi, da tudi signali zelo težko grejo v avto in grejo ven iz avta težko. In ko mi v avtu koristimo Wi-Fi, ko mi v avtu recimo imamo telefon, ta naš telefon se matra, da signal prebije skozi. Kar pomeni, da če bi se od zunaj pogovarjali, bi sevanje bilo mogoče 1/10 tega, kar je v avtu. Dejansko 1/10? V osnovi primerjajo stavbni biologiji, da ko se pogovarjaš v avtu, je zelo podobno posevanju, kot da se želiš pogovarjati v dvigalu. Torej, telefon mora sevati na vso moč, da ti to omogoči, ob tem pa veliko tega sevanja ostaja ujeto v avtu. Dodatni problem je, naši telefoni niso več le telefoni. Torej, to so in naši računalniki in bančni računi in socialna omrežja in če smo pozabili izklopiti prenose podatkov, naš telefon, ko se začne premikati, podivja, ker on zgublja stik s svojo bazno postajo in se poskuša nenehno povezovati z novimi, kar pomeni, vi se vozite 2 uri in ne govorite po telefonu, vaš telefon pa dela 2 uri, ker nenehno preverja signale, se prevezuje in s tem dejansko ustvarja sevanje, ki nas zelo utruja. Elektromagnetno sevanje vpliva na koncentracijo, vpliva na utrujenost, kdor tega še ne ve, temu smo tudi v knjigi posvetili veliko časa. Torej, ena higiena v avtu je zelo potrebna, če hočemo spočiti priti na cilj. In sicer najboljše bi bilo telefon dati na letalski način,
Pa vsake pol ure, če je treba pogledati, to ni problem, ustavimo se 2 minuti, pogledamo, če je res kaj nujnega, če kje gori, za nas bomo že videli zgodovino klicev. Druga pomembna zadeva je, da v avtu odklopimo Bluetooth. Bluetooth, ker Bluetooth pa zdaj ni več CD-jev pa vseh teh zadev, zakaj imam vse na telefonu, gremo Bluetooth, Jaz sem presnela vso glasbo na USB ključek, ker USB ključek ne ustvarja nobenega sevanja, če je povezan z radijem. Če pa želimo z iPoda, z telefona ali z kakšne druge naprave, ki se po Bluetoothu povezuje, ustvarjamo enako, kot da bi telefonirali ves čas v avtu. Kljub temu, da je glasba dobra. Toliko o audioknjigah. Ja. Žal, USB ključek je rešitev ali žična povezava. Vse te stvari so zelo pomembne, kajti pogledali smo statistiko in ugotovili, da kljub temu, da Slovenci smo na 1000-krat boljšem, kakor recimo kje drugje, ker so bistveno dlje časa, bistveno dlje prevozijo, ampak vse glih. Povprečni prebivalec vsak dan 3,2 poti opravi, to je skupaj nekje 76 minut časa, ki ga preživimo vsak dan. In pa, če pogledamo, na svojih vsakodnevnih poteh opravimo več kot 12 milijard kilometrov. Wow! Zdaj pa odštej polovico nedeljskih voznikov, ki samo izboljšajo to statistiko. Povprečen človek je danes prisiljen dati davek življenja, to je davek pravzaprav, da si 2 do 3 uri na dan v avtu. To je davek. In če ta avto te toliko zmozga, da na koncu, ko prideš, nisi ne za službo, ne za družbo, je še kako zanimivo vsaj narediti to, kar se da, da pridemo spočiti. Mene je glava zelo znala boleti in tle mi je stiskalo. In se prav spomnim, ko sem Igorja Šajna, stavbnega biologa, vprašala, sem rekla, Igor, mislim, od česa je to? Je rekel, začni sklapljati telefon, pa Bluetooth, pa mi povej, če ti še utripa v glavi. In povem, res, vsakič, ko to ne naredim, po določenem času čutim, kako mi začne tle malo delati. In obratno, ko res to dosledno izklopim, še vrat me ne boli, še hrbet me ne boli, ker ni izpostavljenost sevanju takšna. Jaz priznam, nisem dosledna v tem, ampak vsakič, ko govoriva o tem, sem bolj dosledna v tem. Nisem še prišla do tega, ker po eni strani mi je čas v avtu najbolj neumen čas, v tem smislu, da ga kar moram za nekaj izkoristiti. In takrat z največjim veseljem opravim vse tiste klice, ki jih imam za opraviti. Fuj to. Ja, fuj to! Fuj to multitasking ubija, res. Glej, ta trenutek, ko ti opraviš klic, če te ja vprašam, katerega znaka si šla, mi ne boš znala povedati. In ne gre za to, da naša koncentracija ni zadost, da mi upravljamo avto. Gre za to, da se vozimo na cesti z vsakim 3. pijanim, vsakim 4. na telefonu, ki ima 3-krat bolj počasen. Dobesedno moraš biti toliko prisoten, da bereš misli vozniku pred sabo. In vsak drug dan doživim na cesti, da me je le prisotnost rešila. Moja prisotnost, ki je kompenzirala odsotnost nekoga drugega. Tudi če ne bi šlo za elektromagnetni smog, prva stvar, ki sem se jo morala naučiti, da neham v avtu opravljati še pisarniške aktivnosti. Ti povem. Ja, fajn se sliši. Povedano v etru, vsi ste slišali, jaz mi nisem svetovala, naj neha to početi. Pa si pa rečeš, pa se je brezročno, ampak prostoročno. Ni prosto možgansko. Aha. Možgani ne morejo razcepiti 2 programa, brez da trpi osnovni program. Kaj pa delaš pol v avtu? Vozim, lahko poslušam glasbo, in lahko poslušam svoje telo. Torej, zelo pomemben del utrujenosti odženem, ker jaz sem tudi 55 plus, ja ga odženem s tem, da probam čim več migati v avtu, ko vozim. Torej, pozornost na cesti, ampak za cirkulacijo, za vse tisto, kar malo trpi, ker sem 2-3 uri tudi v avtu, pa probam migati. Torej, pustim si glasbo, ki me ne obremenjuje, ne poslušam radijskih poročil, histeričnih voditeljev in ostalega, izberem res glasbo, ki mi polni baterije in potem vozim. Zanimiva stvar še, ki jo lahko priporočamo. Petje v avtu je odlična aktivnost. Zakaj? Zato, ker ko pojemo, to je že vedno odlična vaja dihanja. Ne moreš peti, brez da dolgo izdihuješ
in kratko vdihuješ, dejansko se spraviš v zelo relaksirajoči mod dihanja in je zelo pravzaprav sproščujoče in za telo, razkisaš telo s tem, da globoko izdihuješ in kratko vdihuješ in da ne bi šteli, ja ne morem tehnike štetja, ampak petje je odlična zadeva, samo malo zraka svežega si moram zagotoviti, da ko že vdihujem, da je kaj dobrega. In to je tudi zadeva, ki naredi, da brez kave lahko prideš z točke A do točke B. Kako je z zrakom v avtu? Velikokrat se znajdem v dilemi. Ok, vem, noter v avtu je kup plastike, to ziher ni dober, ampak po drugi strani pa na nekih črpalkah ali pa kakorkoli, tam je pa tudi vsega Boga v zraku, a da bi tam zračila ali ne, kako je s tem zrakom? Sicer imam ionizator, pa... Zrak v avtu je po defaultu najslabši zrak, ki ga lahko vdihujemo, ker je prostornina zelo mehna. Recimo v eni spalnici ti moraš zamenjati 20 kubikov zraka vsako uro. V avtu je vse skupaj 2 kubika zraka, torej pomeni, da bi ga morali zamenjati vsako minuto, pa še nenehno prihajajo nove kemikalije, ker toplota topi našo plastiko, negoreče obloge, bog ne daj, da še kakšne kemične dišave imamo ali kaj podobnega. Torej, zelo zaželeno je, tudi če uporabljamo klimo, da redno dovajamo zrak v kabino. Zelo pomembno je tudi, da so ti filtri dobro sanirani, ker drugače lahko dovajamo tudi plesni. Mogoče je en dober nasvet za naše poslušalce. Klima zna biti vir plesni. Res, mnogi ljudje se slabo počutijo, ko klimo prižgejo, ker to so biotoksini, ki zelo vplivajo na telo. En način, da vam klima ne nabira plesni, je, da se navadite kilometer, 2 pred prihodom na cilj izklopiti klimo, zato da vroč zrak prepiha cel sistem, da se ne ustvarja kondens. Ker ko mi pridemo pa izklopimo, verjetno ste opazili vsi, malo vode teče pod avtom, to je kondens, ki teče iz našega sistema klime, ampak ker ste vlagani do konca posušila, nastajajo idealni pogoji za plesni. Zdaj, če vam to nekdo bo s kemikalijami čistijo, potem boste v kabini vdihavali kemikalije, morali bi to ozonsko očistiti, ampak še boljše je, da preprečimo, da do tega pride. Pa to, kar si omenila, jaz zelo rada, imam celo kolekcijo eteričnih olj in recimo, če sem utrujena, si kanem, zato imam rada tudi leseni nakit, ker si malo kanem ali lovorja, ali kakšnih citrusov. Praviš pa, da ne tiste dišavnike, pa ko imaš morske deklice, pa delfinčke, pa smrekce, pa tako. Smrekce. To je dejansko predelana nafta. To so vse dišave, ki so derivati nafte. Torej, nafto že dovolj vdihujemo, ko smo v avtu in ko smo na črpalkah, ne želite tega početi še 3 ure v vožnji. Ok. Kaj pa, a veš, eni si kupijo nov avto in najbolj pri tem jim je všeč vonj po novem avtu. Ja, ravno novi avti, podobno kot novo pohištvo, imajo največjo koncentracijo. Zdaj, novi avti imajo še eno dobro funkcijo. Ključek, da ti odpre vsa okna, še predno si se približal avtu. Torej, če se vam toliko mudi, da ne morete 1 minuto intenzivno luftati avto, ko se v njega usedete, potem se navadite, da ko prihajate že k avtu, vedno pustite ta prvi zrak, da ga niti enkrat ne vdihnete. Ker ko se mi usedemo v plinsko celico, pa odpremo šipe, pa šele štartamo, mi 1 dobro minuto že vdihujemo zelo veliko benzena, formaldehidov, prekratka oddaja, da bi naštela, kaj vse je v tem zraku. Torej, zelo dobro je, da se zrak vsaj malo zlufta, še preden mi se v njega usedemo. Včasih so naši starši odprli vse 4 vrata, pa malo se avto lufta, to je bil cel protokol, preden se usedeš v avto. Danes se usedemo in že gremo. Torej, probajte na vsak način vdihniti čim manj zraka, ki se je ustvaril, ko je avto bil na parkirišču. Verjetno je eden izmed velikih felerjev, velikih napak to, da imamo plastenke z vodo vedno v pripravi in jih pol kar noter pustimo, ne? Ja, te plastenke niso bile mišljene za v kabino, ki se bo segrela nad 60 stopinj. Torej, dodatno, to, kar še sploh ti hormonski motilci in stvari, ki so v plastenkah, se dodatno izlužijo v vodo, ko se te plastenke valjajo po avtu. Danes imamo možnost uporabiti steklo, imamo možnost termovk, ja priporočam vedno tiste, ki imajo steklene ali keramične vložke, tako da res je treba malo reorganizirati to življenje v avtu, da preživimo tistih par ur brez prevelikih izgub. Zdaj, vendarle,
takoj podpišem vse to, kar si rekla. Ampak vendarle se zavedam, da bom slej ko prej prišla do situacije, da bom iskala neko lokacijo, ki je ne poznam, se pravi, rabim zemljevid. Kaj mi svetuješ? Tako je, idealno je prednaložiti karte in ne imeti odprtega Wi-Fi-ja, razen če je to res nujno, ne vem, nekaj se dogaja, so zastoji ali kaj takega, ampak za tiste standardne zadeve je idealno prednaložiti karte in torej uporabljati navigacijo, brez da bi morali Wi-Fi signal imeti v kabini. Ker Wi-Fi, Nemci so delali te poskuse, to je neverjetno, naši možgani so izpostavljeni neverjetnim pritiskom, če smo v tako malem prostoru in če vsi senzori, sprejemniki in oddajniki delajo. Ok, se pravi, jaz poslušam na telefonu recimo podcaste in si ga naložim, potem dam na letalski način in potem poslušam preko slušalk. Je to sprejemljivo? Če poslušaš preko slušalk in še slišiš seveda ostalo, to ni problem. Če so slušalke take, da imajo tisti zaključek brezzračni, da ti ne ustvarjajo... Tako, ja, AirTube. AirTube. To ni problem. Tudi glede telefoniranja bi bilo to celo boljše kot prostoročno. Mislim, jaz zdaj vem, da je zakonodaja uredila, da je obvezno prostoročno telefoniranje, ampak prostoročno telefoniranje, žal moram povedati, ko so delali meritve stavbni biologi, ne ustvarja skoraj nič manj elektromagnetnega smoga. Zato, ker deluje preko zunanjih sprejemnikov, oddajnikov in Bluetooth tehnologije. Torej, če se hočemo obvarovati pred tem, potem je pa bolj varno, da je telefon meter pa pol na sosednjem sedežu in da sem ja, če že moram biti, povezana preko žičke. Preko žičke. Boljš, kakor da... Bistveno boljš. Bistveno boljš. Kaj je še v tvojem avtu, kar imaš vedno pripravljeno ali pa mogoče rutina? Moj avto imenujejo hrčkova luknja, ker v mojem avtu ni, da ni več. Tudi v mojem. Torej, a ni zanimivo? Vse enako bi ponovila kot ti, s tem, da je moja zaloga hrane malo večja. Potem je pa dekca, potem so še za preobut se zadeve, pa za preobleč se zadeve, pa še malo zaloge hrane in vode. Če kaj pozabim, da vem, da v kleti, v prtljažniku imam še kaj takega. Glejte, živimo v avtu, razdalja med Ljubljano in Celjem ni 40 minut, ampak 70 kilometrov, na kateri se lahko marsikaj zgodi, vključno s tem, da 3 ure stojiš v zastoju. In če si takrat brez vode, brez hrane, brez kakršnega koli pripomočka, če te dež dobi ali karkoli, si v napoto sebi in drugim. Tako da dajmo resno vzeti, stanje na slovenskih cestah zahteva, da smo malo bolj pripravljeni za vse, kar je nepredvidljivega. In res, ja tudi mislim, da je boljše v svoji torbici imeti nekaj, kar ti lahko nafila baterije, kot biti obsojen na servis sendvič uvožen z Češke. Sveži sendviči se uvažajo z Češke na naše črpalke, ne boš verjela. Delujejo tako sveži, pa vidiš, da so prepotovali po Evrope, da bi jih mi pojedli, tako da... O, bog. No, ampak imam pa jaz nekaj v avtu, kar pa ti ziher nimaš. To sem pa na Japonskem kupila, malo za šalo, a vendarle zelo, zelo zares. In sicer, če se vozim kot sovoznica, da lahko lulaš v avto. To pa res nima. Ja, kot mačji pesek varianta je. A tebe ne pustijo van iz avta? Ja, ne, kaj pa če si v zastoju, pa te fejst lulat. Jaz imam zmeri paranojo, kar se tega tiče. Nisem še uporabila. Ja, zato imam dvoje vrat. Nisem še uporabila, ampak občutek je boljši, da tudi lahko, če se slučajno vendarle zgodi. Odlično. Torej, dala si nam kar konkretno nalogo, da v avtu dejansko vozimo, ker počnemo tukaj ostalih stvari. Od vsega tega, kar si naštela si precej stvari, katera bi bila na prvem mestu najbolj pomembna, kar si mi vsi najbolj vtisnemo spomin, to, da ne telefoniramo? Najpomembnejše je, da zmanjšamo elektromagnetni smog in da povečamo gibanje. Odlično, hvala. Bip, bip.